Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, nadaljujemo s prekinjeno sejo. Kolegica Sukič pa ima zdaj še postopkovni predlog, izvolite. Ja, spoštovana predsedujoča, prosim za ponovitev prijave, kajti meni tipka ni prijela, mi je pa poslanec Miha Kordiš dal jasno vedeti, da bo nalašč pokuril ves čas poslanske skupine, tako da Levici ne bo ostalo niti sekunde za razpravo. In zato lepo prosim, glede na to, da je prišlo do tehničnega onemogočanja pri moji prijavi, da ponovimo prijavo in da lahko samo upam, da bom prijavljena pred njim. Če ne pa bo delitev časa, upam, ne, na koncu, da bomo lahko vse kaj povedali, ker nam pač poslanec, ki je član poslanske skupine Levica, ni pa več član te stranke, onemogoča glas stranke Levica. Hvala lepa. Oj, kolega Cigler Kralj, da se ne boste od smeha, da vas ne bo slučajno od smeha konec. Ja, to je pa tudi res, smeh je pa v zdravju, s tem se pa strinjam. No, pravzaprav, poglejte, mi smo preverili prijave, prosim lepo za obnašanje kot odrasli ljudje, a ne? Nekaj ste o klovnih govorili zanč, kolega Cigler Kralj, tako da ne, tudi za vas velja. Smo preverili, no toliko da obrazložim, smo preverili prijave, ni prišlo do neke tehnične napake, tako da se opravičujem. Verjamem pa, da bo kolega Kordiš zrel in ravnal odgovorno in da vas je razumel in slišal. No, bomo videli, a ne? Ker kolega Kordiš ima zdaj besedo. Hvala za besedo. Na to, kar smo ravnokar slišali, bi se odzval, pa mislim, da se mi ni treba ta smeh in posmeh, ki je izbruhnil v celotni dvorani, ne glede na politične barve, je precej zgovoren. Raje bi se osredotočil na vprašanje javnega zdravstva, zaradi katerega smo danes tukaj izbrani in ne zaradi nepoznavanja nekega poslanca parlamentarne prakse, ki pravi, da se pri prvem amandmaju v taki obravnavi običajno razpravlja nekoliko širše. In ta zakon že takoj na začetku to usmeritev, kako moramo razumeti zdravstveno oskrbo v tej državi, vpisuje v normativni okvir. Hvala. Ja, kolega Kordiš, meni je prav žal, da niste upoštevali moje dobronamernega nasveta, da ne pozrabite vsega časa predvidevanja. Vaše kolegice Sukič so se izkazala za resnično, hkrati niste govorili o amandmaju, ampak ste šel zelo na široko. Jaz vas nisem ustavljala, tudi drugih ne bom, ne, ampak s tem pač pokažete tudi spoštovanje do kolegov ostalih, ki bi želeli priti do besede. Ni se mi zdelo primerno tole, kar ste naredili, ampak se vsi sami soočamo s svojimi dejanji. Kolegica Sukič, izvolite postopkovno. Ja, vse ste ga že sama opomnila. Glejte, z svojim česnanjem je onemogočil povedati, kako nedopustno je, da se MČM znašla na odboru, ki je v spregi in pod nadzorom tuje države s povsem privatiziranim zdravstvenim sistemom in izraža skrb nad stanjem našega zdravstva in nam pripoveduje, da je zdravstvo gospodarska dejavnost. In to je jasen znak, da morajo zvoniti vsi alarmi. Njim je bilo dopuščeno povedati, da slovenski javni zdravstveni sistem oziroma krepitev javnega zdravstvenega sistema in pa razmejevanje med javnim in zasebnim, da je za Levico v zdravstvu to nas ključno. Naš ključni cilj, zaradi tega smo mnogi socialisti sploh stopili v politiko in zaradi tega je Levica sploh šla med drugim v vladno koalicijo. Torej, njim je bilo dopuščeno povedati, zakaj podpiram in pozdravljam napore koalicije in ta zakon, da smo končno na pravi poti. Hvala lepa. Hvala, to sicer ni bilo postopkovno, ampak sem vam dovolila, da ste povedali glede na prejšnja izvajanja.